Medeninasti bik, španski osel, krvavi orel, zveni kot najbolj strašljiv živalski vrt na svetu, kaj ne? Toda to so bile resnične metode mučenja in bodimo iskreni, človeštvo je vedno našlo brutalno ustvarjalne načine, kako povzročiti trpljenje drugim. Živjo, jaz sem Josh in skupaj bomo raziskali nekatere najbolj brutalne kazni v človeški zgodovini, samo na oddaji The Infographics Show. Hitro si bomo ogledali veliko teh kazni, nato pa bomo podrobneje obravnavali najbolj nore. Začnimo s klasiko. Najhujše kazni v zgodovini človeštva. Francoski filozof Michel Foucault začne svojo knjigo Nadzor in kaznovanje, rojstvo zapora s poglavjem o nesrečnem Francozi Robertu François Damienu. Damien je poskušal in ni uspel ubiti kralja Ludvika XV., zaradi česar je bil hudo kaznovan. Bil je ožgan z vročim voskom in svincem, v odprte rane so mu vlili vrelo olje. Nato so ga razčetverili s konji, ki so vlekli njegove ude, na koncu pa so njegov trup sežgali na grmadi. Nekateri z množice so navijali, a en komentator je zapisal: "Večkrat sem moral obrniti obraz stran in si zamašiti ušesa, ko sem slišal njegove prodorne krike, saj so mu polovico telesa odtrgali." Stvari so se počasi spreminjale glede strogosti kazni, a danes bomo pogledali v brutalno preteklost. V tej epizodi oddaje The Infographics Show najhujše kazni v zgodovini človeštva. Pojasniti moramo, da ta seznam ni urejen po stopni grozovitosti, saj boste videli, da so vse te kazni, ki so jih izvajali, barbarske do skrajnosti. Težko bi bilo reči, katera je najslabša, saj so vse neverjetno grozljive. Prepustili vam bomo, da se sami odločite, katera kazen se vam zdi najbolj grozovita. Dodali bomo tudi, da boste nekateri morda menili, da je dolgotrajna agonija, kot je 20 let v samici, lahko celo hujša od neznosne bolečine, ki traja le nekaj sekund ali minut pred smrtjo. Danes pa se bomo bolj osredotočili na barbarska dejanja. Raztegovalo. Začeli bomo z eno kaznijo, za katero ste verjetno vsi že slišali. Raztegovalo je bila precej preprosta naprava, sestavljena iz pravokotnega okvirja ter sistema vzvodov, škripcev in vrvi. Obstajajo različne različice raztegovala, ki segajo od antike do srednjeveške Evrope. Namen je bil raztegniti ujetnika po sklepih, dokler se mišice niso pretrgale in sklepi izpahnili. Sčasoma bi bili vsi sklepi izpahnjeni. Obešanje, vlačenje in razčetverjenje. To je podobno temu, kar se je zgodilo z Damienom, vendar je bilo bolj znano kot izjemno grozljiva oblika usmrtitve v srednjeveški Angliji, ko je nekdo zagrešil veleizdajo, torej izdajo države. Džetnika bi obesili, dokler skoraj ne bi umrl. Nato bi ga sneli in mu še živega iztrebili drobovje ter mu odrezali spolovilo. Nato bi ga razkosali na kose, pogosto pa so mu odrezali glavo in jo obesili na vidno mesto, kjer jo je lahko videla javnost. Ta kazen je bila v Angliji ukinjena leta 1870. Judežev stol, znan tudi kot Danijev stol ali Judeževa zibelka, ni natančno znano, kdaj so ga uporabljali, vendar obstajajo skice tega pripomočka in je razstavljen tudi v nekaterih muzejih. Ta grozljiva naprava je bil stol z ostro piramidasto konico na sedežu stola. Spletne strani, ki pišejo o srednjeveški zgodovini, nam povedo, da so ljudi posedli na to konico in jih spuščali z vrvmi, kar je bilo izjemno boleče, saj je konica vstopila v telesno odprtino. Včasih pa so iz uporabo uteži še dodatno pritiskali navzdol, medtem ko je uporaba olja stvari še poslabšala. Umirali so počasi, ko so jih še dodatno spuščali, ali pa še počasneje zaradi okužbe. Glede na dva vira, ki smo jih našli, je to lahko trajalo ure ali celo dneve. Nekateri viri pravijo, da so ga uporabljali med špansko inkvizicijo, vendar drugi viri to zanikajo. Kuhanje. Spet se obrnemo na Anglijo, tokrat v 16. stoletje. Pravijo, da je pogosto razdražljivi kralj Henrik VIII uvedel to kot obliko smrtne kazni, vendar se zdi, da je bila ta praksa nekoč priljubljena po vsej Evropi in Aziji. Kot lahko uganete, so bile mučenje in običajno tudi smrt posledica tega, da so nekoga živega skuhali v velikem kotlu ali loncu, polnem vode, olja ali katrana. Katarinino kolo, znano tudi kot lomilno kolo, menijo, da je bila ta preprosta metoda uničenja telesa uporabljena predvsem v 18. in 19. stoletju v Evropi in delih Azije. Francoski pisatelj Voltaire piše o tej kazni v knjigi, izdani v 18. stoletju. Zapornike so privezali in raztegnili na velikem lesenem kolesu. Rabel bi nato vzel težek predmet, včasih železno gorjačo, in človeka lomil na kolesu, dokler telo ni bilo skoraj povsem razkosano. Včasih pa je žrtvam vzelo več dni, da so umrle zaradi poškodb. Drobilec glave. To bi moralo biti samo po sebi razumljivo. Predstavljajte si kovinsko ploščo pritrjeno na vašo lobanjo in kovinsko ploščico pod brado. Ne morete se premakniti, saj je vse pritrjeno. Ploščo je mogoče spuščati z velikim vijakom, ki ga je mogoče obračati. Ko se spušča, lomi kosti v vaši glavi in na koncu zdrobi lobanjo.
Ne moremo najti preveč zanesljivih virov, ki bi nam povedali, kdaj se je to uporabljalo, vendar naj bi bila to naprava iz srednjega veka. Spletna stran history.com nam pove, da je to resnična stvar in pojavi se v knjigi z naslovom Velika knjiga bolečine, mučenja in kaznovanja skozi zgodovino. Odrtje kože. Če ste gledali Igro prestolov, boste poznali to kazen. Mučenje obsega odstranjevanje vse kože z osebe, čeprav naj bi na Kitajskem včasih odstranili le kožo z obraza. Včasih so osebo najprej zažgali, da bi olajšali rezanje, ali pa morda samo zato, da bi bilo mučenje še bolj grozljivo. Ta kazen je obstajala še v 18. stoletju, Michel Foucault pa jo podrobno opisuje v knjigi, ki smo jo omenili, Nadzorovanje in kaznovanje. Pravijo, da so Angleži to počeli tatovom v 23. stoletju, vendar so se takšne kazni dogajale po vsem svetu, skozi vsa obdobja. Pravijo, da je kitajski cesar Han Hongwu leta 1357 ukazal odrti 5000 žensk, čeprav knjiga z naslovom Koža in kosti postavlja ta dogodek v leto 1396. Smrt s 1000 rezi. Če ostanemo na Kitajskem in v podobnem obdobju, naletimo na to brutalno mučenje. Tako imenovani Ling Chi, knjiga z naslovom Smrt s 1000 rezi, pravi, da je bila to pogosta oblika kaznovanja na Kitajskem v 24. stoletju, vendar je bila v tej državi prisotna še mnogo stoletij. Celotno telo zapornika bi bilo razrezano, vendar bi trajalo dolgo, da bi umrl, kot bi pričakovali pri majhnih rezih. Toda nič ni bilo izvzeto izpod noža in na koncu bi to ubilo nesrečnega žrtve. Vendar pa, čeprav je ta oblika kaznovanja postala zloglasna zunaj Kitajske, nam nekateri zgodovinarji pravijo, da ni bila tako dolgotrajna, kot so nekateri sprva trdili, in da so nekateri od teh rezov dejansko pomenili razkosanje, zaradi česar je smrt nastopila hitreje. Žaganje. Če pogledamo skice iz 15. stoletje, je to na nek način najbolj barbarsko, saj je tako osnovno. Oseba je obešena z glavo navzdol na nekakšnem vislicah, pri čemer njene noge tvorijo obliko črke V. Dva moška nato vzameta veliko žago in prerežeta človeka na pol v predelu dimelj. Očitno naj bi žrtev večji del tega postopka preživela pri zavesti. Po enem izmed virov, ki smo jih našli, je bila ta metoda le redko uporabljena v srednjeveški Evropi in na Kitajskem, kjer je bila alternativa žaganje vodoravno skozi sredino telesa. Če pogledamo po spletu, je žaganje skozi stoletja po vsem svetu potekalo v najrazličnejših oblikah. V vsakem primeru so ljudi razžagali, vendar je metoda lahko imela veliko različic. Podgane. Morda se zdaj sprašujete, kaj za vraga je bilo narobe z ljudmi v preteklosti, da so izvajali ali celo podpirali takšno vedenje? Ker ljudje tako dobro razumemo bolečino, ali nam ni bila dana prirojena morala? Če o tem še niste razmišljali, boste morda v trenutku, saj smrt zaradi podgan res presega vse meje. Očitno so jo uporabljali v srednjeveški Evropi in na Kitajskem. Nekateri viri pravijo, da so lačne podgane zaprli v škatlo skupaj z golim zapornikom in so ga počasi pojedle. Drugi viri pravijo, da so najprej delno odprli trebuh osebe, da so podgane lahko prišle do notranjosti. O tem je zapisano v knjigi iz leta 1931 z naslovom Veselo grem v pekel, spomini škofove hčere. Druga knjiga z naslovom Slovar mučenja pa pravi, da se je to zgodilo v Nemčiji. Še ena knjiga nam pove, da so na Kitajskem podgano ujeli na trebuh žrtve pod kovinski lonec. Ta lonec bi segrevali, dokler podgana ne bi imela druge izbire, kot da poskuša pregrizniti pot skozi človekovo telo. Ne moremo reči, kakšen je bil izid tega, in morda ni tako verjetno, da bi podgana lahko pregrizla pot skozi telo. Nekateri viri, ki trdijo, da je bilo tako, ne ponujajo dokazov, da se je to res zgodilo na ta način. Na željo občinstva vam ponovno predstavljamo oddajo o nepredstavljivih kaznih, ki so jih oblasti izrekale kriminalcem in ljudem, ki so jih imeli za grožnjo vladi, vladarstvu ali celo veri. Čeprav stiskanja glav ljudi v srednjeveških primežih danes ni več, pa na svetu še vedno obstajajo nekatere barbarske kazni. Tudi v najbolj razvitih državah obstajajo stvari, kot so simulirano utapljanje ali psihično uničenje zaradi osamitve v zaporu. Kaznovanje s palico, ki se še vedno izvaja v nekaterih državah, so opisali kot neznosno boleče, medtem ko si lahko predstavljamo, da je smrt s kamenjanjem grozljiv način umiranja. Leta 2008 so se pojavila poročila o 13-letni Somaliki, ki so jo zakopali do vratu in kamenjali do smrti. 50 moških. Njen zločin je bil, da je prijavila posilstvo. Danes bomo raziskali še več neverjetne krutosti. V tej epizodi oddaje Infographic Show, najhujše kazni v zgodovini človeštva, drugi del. Številka 10. Bronasti bik. Ta brutalna kazen, znana tudi kot sicilijanski bik, je obstajala v stari Grčiji. Kako to vemo? Grški zgodovinar Diodor Sicilski je o tem pisal v eni izmed svojih številnih zgodovinskih knjig, ki so pokrivale različne kulture tistega časa. Napisal je, da so iz brona izdelali bika skoraj enake velikosti kot pravi bik. Na strani je bila vrata, skozi katera so v notranjost potisnili ljudi, ki so bili obsojeni na smrt.
Pod bikom so nato zakurili ogenj in človeka so živega spekli do smrti. Pravijo celo, da je bil bik zasnovan tako, da bi opazovalci slišali krike. Če se to sliši grozno, boste morda do konca oddaje pomislili, da to vendarle ni bil tako slab način smrti. Številka 9. Železna devica. Morda ste že slišali za to ime, če poslušate heavy metal glasbo. Skupina je svoje ime dobila po mučilni napravi. Kot pri mnogih mučilnih napravah se tudi pri tej zgodovinarji prepirajo, kdaj in kako je bila uporabljena. Vendar lahko železne device danes zagotovo najdete v muzejih. Menijo, da je bila prva izmed njih germanska iznajdba iz 14. stoletja. Vendar so v naslednjih stoletjih številni zgodovinarji pisali o teh hudičevih napravah. Videti so nekako kot egipčanska mumija, vendar je notranjost vrat okrašena s konicami. Ko se zapre, je oseba v krsti prebodena. Kot smo že povedali, nekateri zgodovinarji pišejo, da teh naprav morda niso uporabljali ali pa jih niso pogosto uporabljali, vendar so zagotovo obstajale. Drugi pišejo, da so o njih veliko govorili v 18. in 19. stoletju, da bi pokazali, kako barbarski so bili ljudje nekoč in kako boljši so bili v svoji dobi. Številka 8. Križanje. To bi verjetno morali vključiti že v prvi oddaji, saj je to grozen način smrti. Kot veste iz krščanske zgodovine, je križanje vključevalo privezovanje ali pribijanje nage osebe na lesen tram. Osebo bi nato pustili, da počasi umre. Tako je končal Jezus Kristus. Morda pa ne veste, da je bilo veliko načinov, kako nekoga križati. Morda je bila dobra možnost, da so te pribili na drevo, a veliko huje je bilo, če so te nabodli na kol in pustili, da umreš. Tudi v stari zgodovini so nekateri menili, da je to preveč, saj je rimski filozof Ciceron to imenoval za zelo kruto in ogabno kazen. Če nisi umrl zaradi šoka, sepse ali dehidracije, so se lahko okoliške živali hranile s tvojim telesom. Morda tudi ne veš, da to ni bilo priljubljeno samo v starih časih. Japonci so ljudi križali v 16. stoletju, Birmanci v 19. stoletju, v nekaterih delih Bližnjega vzhoda pa je križanje še vedno zakonita kazen. Številka 7. Španski osel. To je osel, na katerega si ne bi želel sesti noben moški ali ženska. Če si gledal našo prvo oddajo, je način mučenja podoben judovi zibelki. Zapornike bi posedli na nekaj, kar je videti kot trikotno oblikovan kos lesa. Ta les bi lahko imel žeblje na grebenu. Spustili bi jih na zašiljen greben in jih včasih obtežili z utežmi, kar bi povzročilo neznosno bolečino. Nekateri viri pravijo, da je to lahko povzročilo, da je bila oseba razrezana in umrla. Drugi pa pravijo, da je osebo le pohabilo. Francozi so temu rekli chevalier ali kon. Dokumentarec na History Channelu pravi, da so takšno napravo uporabljali med ameriško državljansko vojno za mučenje zapornikov konfederacije. Ti zaporniki so zaradi bolečine pogosto omedleli in so bili včasih do konca življenja invalidi. Številka 6. Trgalnik dojk. Te grozljive stvari so bile videti kot dvokraki vilici, podobni kačjim čekanom, le da so bile narejene iz železa. V knjigi Žrtve in vrednote, zgodovina in teorija trpljenja je zapisano, da so jih segreli in nato uporabili za trganje ženskih prsi kot kazen. To bi povzročilo hude brazgotine in izgubo prsi, vendar je okužba, ki je sledila, pogosto ubila žensko. Spletna stran Srednjeveški časi in gradovi piše, da je bil ta inštrument večinoma namenjen ženskam, obtoženim splava ali prešuštva. Obstajajo nekatera poročila, da je ISIS leta 2014 uporabil podoben instrument na žrtvi ženskega spola, le da so ga imenovali grizec. Po poročilih so grizec uporabili, ker so bile nekatere ženske obtožene, da niso nosile ustreznih oblačil. Številka 5. Krokodilje škarje. Moški se seveda niso izognili tako barbarskim kaznim, povezanim z njihovo moškostjo. Krokodilje klešče so bile železne cevi z zobmi na notranji strani. Segreli bi jih in jih stisnili na moški penis, kot da bi šlo za krokodilja usta. To bi povzročilo kastracijo, vendar je v tistih časih takšna kazen pogosto pomenila počasno smrt zaradi okužbe. Po pisanju portala Medieval Times and Castles so imele krokodilje škarje zelo poseben namen – pohabiti tiste, ki so poskušali ubiti kralja. Drug pisec nam pove, da so potem, ko so odtrgali penis, odtrgali tudi druge dele telesa, kot so prsti na rokah ali nogah. Poskus ali dejanski umor kralja, regicid, je veljal za najhujše od vseh zločinov. In zato je seveda zahteval kazen, ki bi preprečila, da bi si katerikoli moški to še kdaj drznil. Lahko bi bilo še huje, lahko bi dobil železni glavnik. To je bil težak glavnik z ostrimi konicami, ki so ga vlekli po mesu, dokler od tebe ni ostalo veliko. Ljudi so z njim pogosto dobesedno prečesali in če jih to ni končalo, so izgubili glavo. Številka 4. Kitajski mučilni stol. Torej, to je še ena grozljiva naprava, ki je bila morda uporabljena samo zato, da je prestrašila ljudi do smrti. Jigsaw iz franšize Žaga bi bil zagotovo ljubosumen na ta stol, če bi bil resničen, seveda. Enega izmed njih smo dejansko našli na spletni strani muzeja, kjer je bil naveden trenutni lastnik. Torej, res so obstajali.
Stol je narejen iz lesa in ima 12 jeklenih rezil v naslonih za roke, hrbet, noge in v sedežu. Pravi se, da so v Evropi uporabljali podoben stol, čeprav ga tam preprosto imenujejo železni stol. Ta stol je lahko imel od 500 do 1500 konic, na katere so morali žrtve sesti. Včasih so pod stol postavili žerjavico, da so povzročili še dodatno bolečino. Eden od zgodovinarjev piše: konice niso prebile vitalnih organov in izguba krvi je bila minimalna, vsaj dokler oseba ni bila spuščena s stola. Težko si predstavljamo, da je bil izid dober, ko so zapornika spustili. Številka 3. Kitajsko mučenje z vodo. Morda se sprašujete, kaj to dela tukaj med napravami, ki povzročajo izjemno fizično bolečino? No, morda je počasno norenje celo hujše kot izguba kakšnega dela telesa. Mučenje je sestavljeno iz počasnega kapljanja vode na en del glave. In očitno, po dovolj dolgem času to postane popolnoma neznosno in žrtev znori. Ekipa razbijalcev mitov je to preizkusila, da bi videla, ali res deluje, in oseba ni zdržala prav dolgo. Po niti 2 urah je prosil, naj poskus ustavijo, se pritoževal nad klaustrofobijo in krči v ramenih ter rekel, da se mu že meša. Predstavljajte si, da bi to trajalo dneve. Skeptiki niso prepričani, da bi bilo to res tako učinkovito. Obstaja le en način, da to ugotovimo. Številka 2. Mučenje v krsti. Težava pri tem je, da si umiral celo večnost. To je bilo zelo priljubljeno v srednjem veku in so ga uporabljali, da bi ljudi odvrnili od zločinov. Žrtve so obesili na tram ali drevo v nekakšni krsti, lesenem zaporu z luknjami. Bila je tako majhna, da je bila oseba prisiljena v boleč položaj. Nato so jih preprosto pustili tam. Ljudje so vanje metali stvari, jih drezali s palicami in podobno. In tam so ostali, dokler niso počasi umrli. Tudi po smrti so jih pustili tam, dokler ptice niso raztrgale njihovega mesa in od njih ni ostalo veliko. Tisti, ki so imeli srečo, so jih morda spustili žive, če njihov zločin ni bil tako hud. In končno, na prvem mestu skafizem. Ena izmed bolj ustvarjalnih mučenj, kar jih je kdaj obstajalo, ta perzijska metoda usmrtitve je edinstvena. Po knjigi Ena krvava stvar, za drugo grozljiva zgodovina sveta, so žrtev prisilili, da je pojedla veliko mleka in medu, toliko, da je bruhala, kar je privabilo mravlje in mrčes. Poleg tega so ga premazali z medom. Očitno so večino tega medu namazali okoli oči, nosu, ust, spolovil, pa tudi v ušesa in anus. Nato bi ga privezali med 2 čolna v stoječi plitvi vodi, kjer bi ga objedali vsi mogoči insekti in 4-nožni mrhovinarji. Eden izmed bizantinskih zgodovinarjev je zapisal: poleg tega njegov trebuh, napihnjen od mleka in medu, izloča tekoče iztrebke, v katerih se zaradi gnitja zaredijo roji črvov vseh vrst, tudi črevesnih. Tako žrtev, ki leži v čolnih, njeno meso pa razpada v lastni nesnagi in jo žrejo črvi, umre počasi in na grozljiv način. V bistvu ga pojedo od znotraj navzven, ali pa ima srečo in umre prej. Na željo mnogih bomo znova govorili o nekaterih najbolj brutalnih stvarih, ki so jih ljudje storili drug drugemu v imenu kaznovanja. Težko je verjeti, da smo v preteklosti svoje zapornike žagali na pol, jim drobili glave, odstranjevali notranje organe, jih sežigali na grmadi in jih včasih preprosto privezali na kolo ter jih razbijali, dokler niso bili nepopravljivo polomljeni. Ti prikazni nasilja, kot so jih poimenovali nekateri pisci, niso bili namenjeni le odvračanju in kaznovanju zločina, temveč so služili tudi kot opomin, da naj javnost ostane na svojem mestu. Na koncu so takšna kruta in nečloveška dejanja ljudi obrnila proti oblasti in postopoma so se stvari spremenile. 12. Mrhovinarjeva hči. To so včasih imenovali tudi Selvingtonova hči, poimenovana po Britancu Siru Williamu Selvingtonu. V bistvu je bila to naprava v obliki črke A, izdelana iz železa. Imela je tečaje, tako da se je okvir lahko premikal. Žrtvina glava je bila pritrjena na zgornji del črke A, roke in noge pa na spodnje dele. Mučitelj je nato lahko upognil osebo v izjemno boleč položaj in izlomil telo. Nekateri pravijo, da je bilo to kot natezalnica, le obratno. Medtem ko je natezalnica človeka raztegovala, je ta naprava človeka zdrobila. Nastala je v času vladavine Henrika VIII, obstajajo pa tudi dokumentirani primeri njene uporabe v času vladavine Elizabete I. 11. Odiranje kože na drugačen način. O odiranju kože smo že govorili, to je, kot iz telesa odstranijo kožo. Ta grozljiva oblika mučenja je bila prisotna po vsem svetu, od Evrope do Kitajske, Afrike in Azteškega imperija. Vendar pa je bila po spletnem mestu Medieval Times and Castles ta praksa izvajana na različne načine. Povedano je, da so včasih ljudi pustili na soncu zelo dolgo časa, dokler se meso na njihovih kosteh ni ožgalo in zmehčalo. Na ta način je bilo možno lupljenje kože opraviti z lahkoto. V drugih kulturah so ljudi najprej rahlo prekuhali, nato pa jih vzeli iz lonca in olupili. En vir nam pove, da so mučitelji pogosto poskušali odstraniti kožo v velikih kosih. To so storili zato, da bi jo kasneje razstavili kot opozorilo drugim.
Še vedno si lahko ogledate ohranjeno kožo v katedrali Worcester v Združenem kraljestvu. To je bila koža vikinga, ki je poskušal ukrasti cerkveni zvon. Težko je verjeti, da so ljudje sposobni česa takega, a kot boste videli, smo storili še hujše. 10. Kamenjanje do smrti. To bi lahko imenovali usmrtitev z mučenjem in se razlikuje od večine drugih oblik brutalne usmrtitve, saj lahko pri tej grozoti sodeluje tudi javnost. Kamenjanje sega daleč v preteklost in ima svoje korenine v judovsko-krščanski tradiciji, žal pa se ta praksa še danes pojavlja v nekaterih delih sveta. Ta brutalna praksa je običajno pomenila, da so človeka zakopali v zemljo do glave, nato pa so v žrtev metali kamenje, dokler ni umrla. V nekaterih državah je to še danes zakonito, predvsem v delih muslimanskega sveta. V Iranu, na primer, šeriatsko pravo določa, kakšne velikosti morajo biti kamni, da usmrtitev ne traja predolgo. NBC poroča, da je kamenjanje kot kazen še vedno prisotno v državah Iran, Afganistan, delih Nigerije, Sudanu, Pakistanu in Združenih arabskih emiratih. Kar se prav tako občasno dogaja v nekaterih delih sveta je, da so ljudje kamenjani do smrti kot del plemenske pravičnosti. Težko si predstavljamo, kakšno je življenje, ko si obkrožen z besno množico, ki ti meče kamne v glavo. In do neke mere lahko rečemo, da se človeštvo še ni povsem iztrgalo iz svoje brutalne preteklosti. Morda je še huje to, da kamenjanje pogosto sledi dejanjem, ki jih večina razumnim in sočutnim ljudem vidi kot nepomembne prekrške ali celo kot nekaj, kar sploh ni kaznivo. Vzemimo za primer kamenjanje do smrti moškega v ZDA leta 2011. Da, to se je res zgodilo. 28-letnik je do smrti kamenjal 70-letnika, ker je dejal, da stara zaveza zahteva takšno kazen za homoseksualne moške. Tako grozljive kazni se danes ne dogajajo pogosto, vendar v preteklosti, kot boste videli, takšne stvari niso veljale za nekaj popolnoma grozljivega. 9. Raztegovalna lestev. Ta oblika kazni v srednjeveški Evropi je bila precej podobna mučilni napravi, imenovani raztegovalo. Kot morda veste, je raztegovalo 1.0 običajno vključevalo privezovanje osebe na napravo z vrvmi, ki so bile pritrjene na škripec. Osebo bi nato počasi raztegovali, oziroma bi ji vsaj izpahnili sklepe, medtem ko bi nekdo obračal kolo pritrjeno na to napravo. A očitno to nekaterim sadističnim bitjem v Evropi ni bilo dovolj boleče, zato so izumili podobno napravo, pri kateri so osebo položili na konice in jo nato raztegovali. To raztegljivo napravo s konicami si lahko dejansko ogledate v Srednjeveškem muzeju zločinov v Nemčiji. 8. Lomilec kolen. Tisti, ki se ne spominjajo preteklosti, so obsojeni, da jo ponavljajo. Mislec in filozof George Santayana je nekoč rekel: moramo ostati blizu svojim prekrškom, tudi tistim nedavnim. In zato je dobro, da imamo Srednjeveški muzej kriminala v San Gimignano v Italiji. Na svoji spletni strani piše: naša zaveza, ki jo delimo z vsemi, ki jih zanima boj proti nasilju, je pokazati, kako so bili ljudje skozi stoletja mučeni. Če obiščete to spletno stran, lahko najdete veliko informacij in sliko o zlobnih srednjeveških napravah. Za vas smo izbrali drobilnik kolen, saj že samo ime povzroči, da se spačite. Predstavljajte si 2 kosa lesa, ki ležita vodoravno drug ob drugem in sta pritrjena na navpične železne palice. Kosi lesa imajo velike konice, ki štrlijo iz njih, zato celotna naprava izgleda kot precej nevarna usta. Človeške noge bi dali v ta usta, pri čemer bi bila kolena postavljena tam, kjer so zobje. Nato se usta počasi zaprejo in kolena so uničena. Kar si morate tudi zapomniti je, da je v tistih časih tako huda poškodba skoraj vedno vodila v počasno in bolečo smrt. Ljudje niso bili ravno hitro odpeljani na urgenco in operirani pod vplivom opijatov in anestezije. 7. Branks. Za razliko od drobilca kolen, ime Branks ne opisuje natančno kazni. Poznan pa je tudi pod drugimi imeni, kot sta lobanski uzda in čarovniška uzda. V bistvu je šlo za železno nagobčnik, ki so ga pritrdili na glavo osebe, običajno ženske. Kovinski del v uzdi je tudi pritiskal jezik navzdol, tako da oseba ni mogla govoriti. V redu, bilo je neprijetno, ampak ne zveni prehudo. Morda bi nekateri starši celo želeli uporabiti uzdo na svojih otrocih. Toda težava je bila v tem, da je nošenje tega ljudem dalo dovoljenje, da so z vami počeli, kar so hoteli. To je pomenilo, da so ljudi pogosto polivali z urinom, jih prekrivali z iztrebki in jih včasih celo do smrti pretepli. Te stvari ste lahko videli v Evropi od približno leta 1500 do 1800. Verjetno lahko uganete, da je bila ta kazen običajno posledica tega, da je navaden človek spregovoril, ko ne bi smel. Obstajajo tudi primeri, ko so jo uporabljali kot kazen za ženske zaradi opravljanja. Do neke mere je bila to srednjeveška različica tega, da ti začasno blokirajo račun na družbenih omrežjih. 6. Nabijanje na kol. Ljudje so bili morda nabiti na kol potem, ko so jih ubili na druge načine, vendar to zagotovo ni bilo vedno tako. Dobra novica je, da je bila ta kazen hitra in silovita namesto dolgotrajne izkušnje. Bila je dolga. Dovolj o tem. Običajno bi velik kol zašilili v konico in ga postavili v tla z ostro stranjo navzgor. Kol so nato namazali z mastjo. Potem bi človeka spustili na ta kol, začenši pri danki. Potegnili bi ga navzdol, medtem ko bi kol potoval skozi telo in zadeval organe.
To je običajno ljudi hitro ubilo, vendar če kol ni zadev nobenega večjega organa, so se ljudje zvijali in kričali ure dolgo. Washington Post in številni drugi viri nam povedo, da so ljudi nabijali na kol med armenskim genocidom, ki se je zgodil še v začetku 20. stoletja. 5. Vlečenje pod kobilico. To je bilo namenjeno mornarjem in v primerjavi s tem se hoja po deski zdi povsem razumna. Kot že ime pove, so ljudi, ki so trpeli to sramoto, vlekli pod ladijskim kobilico. Kobilica je kot hrbtenica ali hrbet ladje in je del, ki je običajno zgrajen najprej. Kot kazen so mornarje privezali na vrv, medtem ko se je ladja premikala in jih spustili v vodo. Vlekli so jih pod kobilico, ki je bila v tistih časih vedno prekrita z zelo ostrimi školjkami. Poleg skorajšnjega utopitve bi bila koža in meso osebe raztrgana. Nekatera poročila pravijo, da so mornarji lahko celo izgubili kakšen del telesa. Posledica je bila pogosto smrt. Sodobna različica tega bi lahko bila, da te v komentarjih na YouTubeu raztrgajo, ko se nihče ne strinja s tabo. Bodi pameten, ne pusti, da te povlečejo pod kobilico. 4. Mučenje z bambusom. Ljudje v nekaterih delih Azije obožujejo bambus. Kako ga ne bi? Lahko ga ješ, lahko ga uporabiš kot skodelico. Odličen je za gradnjo odrov in iz njega lahko narediš veliko stvari. Poleg tega, ta rastlina raste z neverjetno hitrostjo, pri nekaterih vrstah celo do 90 cm na dan. Je tudi zelo, zelo močna. In veš, kaj sledi, kaj ne? Da, pravijo, da so včasih ljudi prisilili, da so sedli na rastočo rastlino in jih privezali tako, da je bil rektum obrnjen navzdol. Bambus bi hitro rasel in prebil telo žrtve. To je bila zelo počasna oblika usmrtitve. Nekatera poročila navajajo, da se to morda ni zgodilo, vendar različni mediji in drugi viri pravijo, da so Siamci oziroma Tajci v 19. stoletju na ta način usmrtili svoje sovražnike. 3. Stvari povezane z živalmi. Če ste gledali našo oddajo o rimskem koloseju iz preteklosti, potem veste vse o damnatio ad bestias. To je bila usmrtitev z živalmi in je imela različne oblike. Morda bi sedel na tej izurjen slon in nožica bi rjovela, ko bi se ti razlila drobovina. Lahko bi te vrgli levom ali pa bi se moral boriti proti medvedu. Kasneje na Kitajskem bi te lahko raztrgala 2 konja. Medtem ko je bil na Bližnjem vzhodu ena od kazni preprosto smrt pod konjskimi kopiti. Najbolj nora kazen, povezana z živalmi, je bila rimska kazen, imenovana poena kulei. Zveni malo kot ena od tistih starih japonskih oddaj, kjer so morali ljudje prenašati neprijetne stvari za nagrado. A bilo je še huje, saj se je končalo s smrtjo. Postopek je bil preprost. Človeka so dali v velik usnjen žakelj, v ta žakelj pa so dali živali, kot so opica, kača, pes in morda dodali še nekaj piščancev za popestritev. Zavežeš žakelj in ga vržeš v vodo. Morda je sodobni ekvivalent tega prepiranje o politiki na Facebooku in pričakovanje pozitivnega izida. 2. Stiskanje na splošno. Države po vsem svetu in še dolgo po času rimskega imperija so imele obliko kazni imenovano stiskanje. Če se ti utapljanje z živalmi zdi čuden koncept, je ta kazen povsem preprosta. Stisnete nekaj, večinoma kamni. V Britaniji in Franciji so ljudi lahko stisnili do smrti, če na sodišču niso izrekli nobene izjave. Če si molčal, so te stisnili. V bistvu so samo želeli, da priznaš svojo krivdo, kar v mnogih državah sploh ni bilo res. V Britaniji je ena oseba opisala stiskanje takole. Nanj so položili veliko težo železa in kamna. Njegova prehrana, dokler ne umre, so 3 grižljaji ječmenovega kruha brez pijače naslednji dan. Če preživi dlje, nima vsak dan ničesar. Lahko je trajalo teden dni, da so iztisnili življenje iz nekoga. Kljub temu so bili ljudje, ki preprosto niso hoteli priznati krivde. 1. Krvavi orel. To si je treba zapomniti kot najbolj ustvarjalen način umiranja, kot nekakšno morbidno ilustrirano pesem. Mnogi izmed vas že veste, kaj je to, ker gledate serijo Vikingi, ampak razložili bomo za tiste, ki še nikoli niso slišali za veličastnega krvavega orla. Ta ritualna oblika usmrtitve je res nekaj posebnega in menimo, da bi raje tvegali utopitev v jezeru v vreči polni besnih živali. Tako je to razloženo v vikinških sagah. Grof Einar je šel do Halfdana in mu na hrbtu izrezal krvavega orla, tako da je z mečem zarezal trup ob hrbtenici, vse rebra odrezal od hrbtenice do ledi in mu izvlekel pljuča ven. V bistvu ti rebra potegnejo skozi hrbet v obliki kril, skupaj z vsem ostalim in postaneš krvavi orel. Danes imamo še več brutalnosti iz preteklosti in spet govorimo o kaznih. Razlog, da se lahko vedno znova vračamo k tej krvavi temi, je dejstvo, da je človeška rasa bila izjemno barbarska. Medtem ko bi nekateri lahko trdili, da smo včasih še vedno precej barbarski. Kljub temu ni dvoma, da smo skozi leta postali nekoliko bolj civilizirani kot celota. Ne paramo več drobovja prestopnikom pred javnimi množicami. Na splošno ne odiramo kože svojim sovražnikom in prav tako ne dovolimo, da bi bambus rasel skozi ujete vojake. Brez dvoma bodo čez 200 let ljudje govorili, kako barbarski smo bili v zgodnjih 2000-ih, tako kot se mi zdaj zmrdujemo nad tem, kar so počeli naši predniki. 10. Samica.
Morda vas preseneča, da je to na seznamu, saj se zapiranje zapornikov v samico še danes dogaja po vsem svetu. To je morda zato, ker je nevaren sebi, nevaren drugim, je na druge načine kršil pravila ali pa je na seznamu za odstrel drugih zapornikov. Čeprav lahko biti sam v celici ves dan ali večino dneva povzroči številne psihološke težave, si lahko predstavljamo, da v večini držav danes sporazumi o človekovih pravicah preprečujejo bolj kruto obliko samice, kot smo jo poznali v preteklosti. V ZDA so v 19. stoletju izvajali samico, vendar običajno ni bilo izhoda na dvorišče ali srečanj z usposobljenimi terapevti. Pogosto so zapornikom dali Biblijo, jih zaklenili v sobo z malo svetlobe in jim dali čas za kesanje. Toda to ni bilo zelo uspešno. Kot je leta 1890 opozoril sodnik Vrhovnega sodišča ZDA, je precejšnje število zapornikov že po kratkem času padlo v polotopelo stanje, iz katerega jih je bilo skoraj nemogoče prebuditi, drugi pa so postali nasilno nori. Nekateri drugi, je dejal, so si preprosto vzeli življenje. Vendar je dovolj, da si ogledate evropske ječe, da veste, da je bila samica v srednjem veku veliko hujša. Nekatere od teh celic niso prepuščale svetlobe, hkrati pa so bile včasih premajhne, da bi se v njih sploh lahko premikali. Zapornike so pogosto mučili, poleg tega, da so morali čas preživljati v kamniti celici in se kesati. Morda še vedno mislite, da to ni tako kruto kot nekatere kazni, o katerih smo govorili v drugih oddajah. Ampak poskusite si predstavljati, da ste v hladni, temni ječi in počasi umirate. Izgubljate razum. Morda se poskušate pobrati potem, ko so vam zdrobili roke, brez možnosti, da bi videli zdravnika in dobili kakršnokoli olajšanje bolečin. Če je bil izid običajno smrt, se morda vprašate, ali bi raje šli pod sekiro in hitro končali, ali pa bi raje preživeli nekaj časa v samici po starem. 9. Zazidanje. A včasih so ljudje dejansko prišli iz ječe in življenje je šlo naprej. Zato bi večina izmed vas verjetno odgovorila na vprašanje, ki smo ga pravkar zastavili z raje grem v ječo, hvala. Vendar dvomimo, da bi si želeli zazidanja. To je lahko v različnih oblikah, a v bistvu pomeni, da si zaprt, dokler ne umreš. To bi lahko pomenilo, da okoli tebe zgradijo 4 stene, tako da si v samici, vendar brez vrat. Morda imaš luknjo za zrak, a gre le za vprašanje dni, preden umreš. Povedali so nam, da se je to v starem Rimu lahko zgodilo vestavkam, ki niso ostale čiste, vendar naj bi bilo to precej pogosto v delih Perzije. To je zapisal en obiskovalec po svojem potovanju v Perzijo pred nekaj več kot stoletjem in potem, kar je videl v sobi za zazidanje. Še en žalosten prizor, ki ga je včasih mogoče videti v puščavi, so opečnati stebri, v katere je kakšna nesrečna žrtev zazidana živa. Žrtev postavijo v steber, ki je že napol zgrajen. Nato, če je rabelj usmiljen, hitro zazida do obraza in smrt pride hitro. Včasih pa pustijo, da skozi opeke prodre majhna količina zraka in v tem primeru je mučenje kruto in agonija dolgotrajna. Včasih je to pomenilo, da so bili živi pokopani ali zazidani, v nekaterih primerih pa so bila vrata, a so jih preprosto zaklenili. Na primer, v 12. stoletju v Angliji vas je kralj lahko obsodil na stradanje, kar je pomenilo, da so vas dali v samico in vam niso dali hrane. Zdaj bi se lahko vprašali, ali bi raje imeli bolečo hitro smrt, kot je sežig ali zmečkanje, ali pa bi raje počasi umrli od lakote ali se zadušili v grobnici. 8. Belo mučenje. Belo mučenje so v zadnjem času posebej uporabljali v Iranu kot kazen za politične zapornike, vendar so to skrajno obliko psihološkega mučenja uporabljali tudi drugje. Kot si verjetno lahko predstavljate, so zaporniki izolirani v belih celicah. Nosijo belo, ne slišijo ničesar, v nekaterih primerih pa naj bi jedli samo bel riž. Lahko pomeni tudi drugo vrsto senzorične deprivacije in tukaj je, kako jo je opisala Organizacija evropskih demokratičnih pravnikov, ko je za to obtožila ZDA. V Guantanamu so zaporniki podvrženi senzorični deprivaciji, ušesa in oči so jim pokrite, roke in noge zvezane, roke v debelih rokavicah, držani so v kletkah brez kakršnekoli zasebnosti, vedno opazovani, podnevi in ponoči. Temu pravimo belo mučenje. Zapornik v Iranu po imenu Amir Fakravard je dejal, da je bilo belo mučenje veliko hujše od katerekoli fizične torture, ki jo je doživel, tudi ko so mu zlomili kosti. To je povedal medijem po svoji izpustitvi. Nismo videli nobene barve, vsa celica je bila bela, tla so bila bela, naša oblačila so bila bela in tudi luč je bila bela. 24 ur na dan, tudi naša hrana je bil bel riž. Nismo mogli videti nobene barve in nismo mogli slišati nobenih glasov. 7. Polivanje s katranom in posipanje s perjem. Zdaj se vračamo k bolečini, vendar z dodatnim ponižanjem. Takšno kazen lahko najdete v srednjeveški Evropi, vendar je postala precej priljubljena med ameriško revolucijo. Običajno je vključevala, da so osebo slekli in ji po koži polili vroč katran. Neto so po osebi posuli perje, tako da je v bistvu postal človeška ptica. Bolečino je povzročil vroč katran, ponižanje pa perje.
Mnogo let kasneje je začasna irska republikanska armada lahko s katranom in perjem kaznovala ženske, ki so jih obtožili odnosov s sovražniki. Belfast Telegraph je leta 2007 zapisal, da so tem prestrašenim ženskam najprej obrili glave, nato pa so jih odvlekli do ulične svetilke. Ko so jih privezali, so jim čez glave polili vroč katran. Sledilo je posipanje s perjem, ki se je več dni lepilo na katran in služilo kot opomin na njihove tako imenovane zločine proti skupnosti. 6. Sojenje z vodo. To ni samo nečloveško, ampak bi lahko veljalo za najbolj nazadnjaško obliko pravice, kar jih je svet kdaj videl. V nekaterih delih Evrope so to izvajali še v 17. stoletju. In ko je bila ženska obtožena čarovništva, so ji dali preizkus plavanja. Lahko vzamemo primer ženske po imenu Mary Sutton. V ohranjenem zapisu iz leta 1623 piše, da so jo obtožili, da je drugo žensko spravila v komo. Lastnik zemljišča, kjer je delala, je nato vanjo metal kamenje, a je kasneje umrl zaradi bolezni. Zaradi tega so mislili, da ima opravka s hudičem in kasneje so ji dali čarovniški preizkus. Z vrvjo so jo zvezali in potopili v reko, da bi videli, ali bo splavala. Če bi splavala, bi bila zagotovo čarovnica. Če pa bi umrla, potem ne bi imela pomoči zla. Toda ta praksa je imela veliko oblik. Včasih so ženske preprosto vrgli v vodo in rekli, da bo Bog odločil o njihovi usodi. 5. Izguba ušes ali nosu. Tako je bila ta vrsta kazni tisto, kar bi lahko imenovali najstrožja oblika pravice. Za manjše zločine pa je bila kazen za nekaj, za kar bi danes morda dobili družbeno koristno delo, morda globo, ali pa sploh nič, razen kakšne kritike. Na primer, duhovnik v ZDA, ko je bila država še nova, je povedal, da so ljudem zaradi krivoverstva in drugih hudobij odrezali ušesa. Morda se sprašujemo, kakšna hudobija je bila to, o kateri je govoril. V nekaterih delih Evrope si lahko izgubil nos zaradi nečesa, kar so imenovali zvodništvo, kar je bilo v bistvu srednjeveško zvodništvo. Pravzaprav so v preteklosti pogosto odrezali nos ali ušesa za številne zločine, ker je bil to način, da so drugi vedeli, da si prekršil pravila. Preostanek življenja si hodil z znamenjem sramote. 4. Hruška bolečine. Tudi ta kazen ni povzročila takojšnje smrti, vendar je povzročila hude bolečine in pogosto počasnejšo smrt zaradi poškodb. Zdaj vam moramo povedati, da čeprav so ti inštrumenti obstajali in so nekateri v muzejih, je njihova uporaba precej špekulativna. Nekatera poročila pravijo, da so napravo, ki je bila hruškaste oblike, uporabljali za kaznovanje tistih, ki so govorili neprimerno. Lahko so jo vstavili v usta obtoženega, nato pa so s ključem razširili kovinske dele, ki so prisilili usta, da so se na široko odprla. Druga poročila pravijo, da so jo vstavljali v zadnjico moških, ki so imeli odnose z drugimi moškimi, ali pa v sprednji del ženskam, ki so jih obtožili, da so poskušale splaviti otroka. 3. Prerez podkolenskih tetiv. To je bil v bistvu način, kako nekoga pohabiti ali narediti hromega, kot bi rekli v preteklosti. Kaj bi se zgodilo je, da bi osebi, pogosto zaporniku, prerezali vse kite v mišicah stegenske zadnje strani, kar bi jih učinkovito onemogočilo, da bi kdajkoli spet hodili. Vsaj en primer te kazni lahko najdete v knjigi Rimska zgodovina Ammiana Marcellina. 2. Peko nog. Kot vsi veste, so podplati zelo občutljivi in prav zaradi tega so bili skozi zgodovino pogosto žrtve mučenja. Obstajajo dokazi o peki nog v času starega Rima, prav tako pa tudi dokazi, da se je to dogajalo med špansko inkvizicijo. To bi lahko tudi do neke mere pohabilo osebo, kot se je verjetno zgodilo v enem primeru, opisanem v knjigi Ječa, ogenj in meč, vitezi templarji in križarske vojne. Oseba, ki je pripadala vitezom templarjem, je bila obtožena herezije in so mu pekli noge. Ta peka je bila izjemno huda, saj naj bi kosti v njegovih stopalih zoglenele in se razpadle. 1. Vijaki. V drugih oddajah smo precej govorili o mučilnih napravah in mnoge med njimi so vsebovale vijake. A najpreprostejše vrste so včasih preprosto imenovali palčni vijak, nožni vijak ali vijak za nogo. Najdete lahko dokaze o najslabšem, vijaku za glavo, obstajajo pa tudi dokazi o genitalnem vijaku. Govorimo le o primežih, večjih za glavo, manjših za palec. Napravam za noge ali stopala včasih pravijo škornji, le da so ti škornji lahko postali veliko manjši, ko jih je oseba nosila. Ko so jih zategnili, je obstajala možnost, odvisno od prekrška in tega, kar je bilo povedano med zaslišanjem, da se je vse, kar je bilo notri, zdrobilo v majhne koščke. V eni knjigi, ki razpravlja o teh napravah uporabljenih na Škotskem, je bilo rečeno, da vijak za nogo povzroča najbolj hudo in kruto bolečino na svetu. Tudi če bi ti privili prste na nogah ali palce na rokah, bi to nedvomno povzročilo izjemno bolečino. A za razliko od nekaterih drugih mučenj, o katerih smo govorili, je bila uporaba takšnih vijakov precej pogosta in očitno niso bili vedno uporabljeni le za hujša kazniva dejanja. Obstaja veliko grozljivih naprav iz daljne preteklosti, ki so bile namenjene povzročanju neznosne bolečine ali celo ubijanju svoje tarče.
Nekatere izmed teh, kot je na primer medeninasti bik, medeninasti kip, v katerem so žrtev živo zažgali, zvenijo precej strašljivo. Raztrgalec prsi ali mučilna hruška sta druga primera stvari, za katere veš, da jih nikakor ne bi želel doživeti. Ampak recimo, da si bil ujetnik in so ti tisti, ki so imeli oblast, zagrozili, da bodo prinesli kolo, Katarinino kolo. Morda bi si mislil, no, to pa v resnici ne zveni tako hudo. Bil bi zelo presenečen. Razložili bomo, zakaj v tej epizodi oddaje The Infographic Show Katarinino kolo, najhujše kazni. Po legendah je Katarinino kolo poimenovano po sveti Katarini Aleksandrijski, ki je zavetnica tistih, ki so nagnjeni k učenju ali filozofiji in varuje pred nenadno smrtjo. O tej osebi ni nobenega omembe pred 9. stoletjem, čeprav naj bi živela v 4., zato sumijo, da v resnici ni obstajala. Kljub temu je bila njena zgodba dobro znana in se je začela v Egiptu. Verjeli so, da je bila plemenitega rodu, če ne celo princesa, ter zelo marljiva pri učenju. Vendar bi nekateri morda menili, da ni bilo ravno pametno, da se je oprla in protestirala proti krivicam takratnega rimskega cesarja Maksencija, ki je neusmiljeno preganjal kristjane. Maksenci naj bi izbral več učenjakov, da bi se spopadli v intelektualnem dvoboju z mlado Katarino, vendar so modreci na koncu izgubili. Kot dodatno žalitev je Katarina, medtem ko je bila zaradi svojih besed v ječi, uspela spreobrniti številne Maksencijeve vojake in celo njegovo ženo v krščansko vero. Seveda to Maksenciju ni bilo prav nič všeč. Po mučenju, med katerim je Jezusa Kristusa razglasila za svojega ženina, je bila obsojena na smrt. Takrat je prišlo na vrsto kolo, ki naj bi bilo namenjeno za usmrtitev. Zgodba pravi, da se je kolo ob njenem dotiku razbilo, zato je cesar v obupu ukazal, da ji odsekajo glavo. Nato so jo odnesli na goro Sinaj. Zanimivo je, da je kasneje sveta Ivana Orleanska prepoznala Katarinin glas kot enega izmed več, ki jih je slišala. Kaj je torej to kolo, kateremu je Katarina čudežno ušla, a je ubilo mnoge manj srečne? Drugo ime, po katerem je znano, lomilno kolo, vam bo verjetno dalo nekaj namigov. Bilo je to kolo iz lesa, podobno, če ne enako tistim, ki so jih uporabljali na kočijah. Poleg tega, da so bila narejena iz močnega lesa, so bila ta kolesa opremljena z železnim obodom. Včasih pa so jih celo priredili tako, da so povzročala še več škode z izstopajočimi železnimi rezili. Ta ogromna kolesa so nato spuščali na obsojence po celem telesu in jim ob udarcu lomili kosti. Drug način je bil, da so človeka privezali na kolo in mu med vrtenjem kolesa udarjali v končine z železnimi kladivi ali palicami. Dokler so bile kosti zdrobljene, je bilo to vse, kar je štelo. Natančno število spustov kolesa ali udarcev s kladivom je bilo določeno že vnaprej. To je bilo odvisno od obsega zločinov obsojenca. Na primer, če je zagrešil rop ali umor. Za najhujše prestopnike so si prizadevali, da bi kazen še bolj ustrezala njihovim zločinom. Na primer, pod žrtev so včasih postavili ostre kose lesa, da bi povzročili še dodatno trpljenje. Po drugi strani pa so tistim, ki so jih želeli prihraniti najhujšega, lahko zadali smrtonosni udarec med spuščanjem kolesa ali udarjanjem z železom ali pa takoj po koncu postopka. Na žalost večina ni imela te sreče, saj je bilo lomljenje kosti šele začetek oziroma prvi od 2 ali 3 korakov. Po prvem koraku so telesa običajno napeljali skozi napere drugega kolesa. Medtem ko bi bilo to težko narediti z običajno osebo, je bilo veliko lažje, ko so bile njihove okončine zlomljene. Kolo so nato pritrdili na drog in ga razstavili, da so ga vsi lahko videli, podobno kot tiste, ki so jih križali. Na tej točki so nekatere razrezali ali zadavili, kar je končno, čeprav boleče, končalo njihovo trpljenje. Druge so postavili nad goreč ogenj ali pa jih preprosto vrgli van. Možno je bilo celo, da so posameznika obesili, medtem ko je bil na kolesu, čeprav je bila ta možnost običajno rezervirana za tiste, ki so bili spoznani za krive najhujših zločinov ali več hudih kaznivih dejanj. Rablji, ki so bili zadolženi za usmrtitve, niso imeli nobenega usmiljenja, niti do duš tistih, ki so jih ubili. Telesa so preprosto pustili tam, kjer so jih odvrgli ali obesili, da so jih raztrgali kljuni, zobje in kremplji divjih živali. Mnogi so verjeli, da bo to preprečilo dušam, da bi kdaj našle večen mir. Prav tako naj bi to služilo kot grozljivo opozorilo drugim. Toda za tiste, ki so bili obsojeni na smrt s Katarininim kolesom, je obstajalo eno majhno upanje. In sicer, če so se nekako sneli s kolesa ali če kolo na kakršenkoli način ni opravilo svojega dela. V takšnih okoliščinah so to videli kot božjo intervencijo in življenje obsojenca bi bilo na koncu prizanešeno. Vendar pa je bilo to zelo malo verjetno. To se je zgodilo tako redko, da je, kadar se je, postalo tema verskih slik, ki so prikazovale čudež. Pogosteje pa tisti, ki so bili obsojeni, nikoli niso bili upodobljeni na teh slikah. Poleg tega se je njihovo trpljenje lahko vleklo navidezno neskončno dolgo, preden so umrli. Obstajajo zgodbe o morilcu iz 14. stoletja, ki je zdržal 3 dni, preden je umrl. Drugič je moški z imenom Bonadies zdržal 4 polne dni in noči. Bolj vprašljiv zapis o nemškem serijskem morilcu iz 16. stoletja trdi, da je s pomočjo alkohola ostal živ kar 9 dni. Toda spet je bolj verjetno, da je ta zadnja zgodba le še ena legenda.
Katarinino ali lomilno kolo je bilo res grozljivo orodje. Uporabljali so ga kot metodo javnega usmrtitve v Evropi od antike do zgodnjega novega veka. Bavarska ga je uporabljala vse do prepovedi leta 1823, domnevno pa so ga nazadnje uporabili v Prusiji še leta 1841. Kot sodobni zločinci smo vsi zelo hvaležni, da je sčasoma večina družb opustila to prakso. Raže bi imeli, da bi vam preprosto zlomili kosti ali pa vam potopili glavo v ledeno mrzlo vodo, dokler ne bi mislili, da se utapljate. To bi bilo veliko bolje kot belina, tista oglušujoča, neosmiljena belina. Več mesecev zapored niste videli nobenih barv. Celica je bila bela, stene, vrata in tla. Vaša oblačila so bila bela in ves dan in noč je svetila močna bela luč. Ko so vam dali hrano skozi vrata, je bila vedno ista jed, bel riž na belem krožniku. Nikoli niste slišali nobenih glasov, razen tistih v svoji glavi. Če ste želeli na stranišče, ste morali pod vrata potisniti kos belega papirja, nato so stražarji v podloženih čevljih tiho prišurhali in odprli vrata. Potem ste lahko uporabili belo stranišče. Po mesecih tega ste začeli pozabljati, kdo ste. Glasovi v vaši glavi so postali resnični. Niste se mogli niti spomniti, kako so videti vaši starši. Dobrodošli v svetu bele torture. To, kar smo vam pravkar opisali, je včasih imenovano izboljšana zasliševalna tehnika. V tem primeru pa gre za skrajno senzorično deprivacijo. Oseba, ki je to prestala, je Amir Fahravar, nekdanji zapornik v Iranu. Njegov zločin je bil kritika iranskega režima. Kot aktivist v poznih 90-ih in zgodnjih 2000-ih je dejal, da je bil večkrat zaprt in zaslišan. Povedal je, da so ga pretepli do te mere, da so mu zlomili kosti, a nič. Nič ni bilo tako brutalno kot bela tortura. Dobra novica zanj je bila, da mu je po 8 mesecih v beli sobi uspelo pobegniti iz Irana in se preseliti v ZDA. Imel je srečo. Drugi nekdanji kritiki režima, ki so bili zaprti v zloglasnem zaporu Evin v Iranu, so opisali, kako so bili nekateri zaporniki tam mučeni do smrti. Nekateri zaporniki so bili v Evinu usmrčeni, drugim so amputirali dele telesa. Nekateri so bili oslepljeni, večina pa jih je bila zadržana v tako imenovanih grozljivih razmerah. Ostanimo še trenutek pri Iranu in prisluhnimo, kaj je o beli torturi povedal iranski novinar Ibrahim Nabavi. Leta 2004 je poklical organizacijo Human Rights Watch. To je del pogovora. Odkar sem zapustil Evin, ne morem spati brez uspaval. Grozno je. Osamljenost te nikoli ne zapusti, še dolgo potem, ko si svoboden. Vsaka vrata, ki se ti zaprejo. Zato temu pravimo bela tortura. Dobijo, kar hočejo, ne da bi te morali udariti. Začneš se lomiti in ko se zlomiš, imajo nadzor. In potem začneš priznavati. Drug bivši zapornik v eni izmed iranskih belih celic je to opisal takole. Po 3 dneh postane tako težko. Različni ljudje se zlomijo ob različnih časih. Pogovarjali smo se o tem, kdaj se ljudje zlomijo. Nekateri so se zlomili po nekaj dneh, nekateri so zdržali veliko dlje. Je popolna tišina. Po 3 dneh sem si želel le kakršnekoli besede. Tudi če bi bile to kletvice, tudi če bi bilo to ostro zasliševanje. Na kratko, to je bistvo belega mučenja. Zlomiti človeka. To je, ko si vlada in kot boste videli, ne samo iranska vlada želi, da človek doživi pekel. Zato hoče, da jim pove, kar želijo izvedeti. Ne pušča modric, ne pušča brazgotin, razen tistih psihološke narave. Se je to kdaj zgodilo zapornikom v ZDA? Po mnenju organizacij za človekove pravice je odgovor da. New York Times je leta 2019 poročal o programu mučenja CIA. Izboljšane zasliševalne tehnike, ki so jih uporabljali v Guantanamo in drugih tajnih lokacijah, kot je bila skrivna zaporniška enota CIA na Tajskem. Uporjene tehnike so vključevale stvari, kot so držanje moških v stresnih položajih, da niso mogli spati več dni, ali simulacija utapljanja zapornikov, ali pa so moške zaprli v majhno škatlo, kjer niso mogli pravilno sedeti. Organizacija, imenovana Evropski demokratični pravniki, je zapisala, da so zasliševalni tehniki, ki so delali v objektu Guantanamo, včasih moškim prekrili oči in ušesa. Nato so zaporniku nataknili debele rokavice na roke in mu zvezali noge. Takšna senzorična deprivacija se je imenovala neka vrsta belega mučenja, vendar zveni bolj kot temno mučenje. Kljub temu je rezultat enak, zapornik začne izgubljati razum. Podobna stvar se je zgodila v zaporu Abu Ghraib v Iraku, za kar je svet izvedel po objavi serije fotografij. Ameriška vojska je včasih moške oblekla v delovne kombinezone, jih zvezala, jim dala maske čez usta ter jim prekrila oči in ušesa. Posledica mučenja je bila vedno omrtvičenje čutov zapornika, tako zelo, da so se začeli duševno sesuvati. Toda Britanci so nekaj podobnega počeli že dolgo, preden se je to zgodilo v Iraku. V 70-ih letih so ljudi osumljene sodelovanja z irsko republikansko armado odpeljali iz njihovih domov ali z ulic, ne da bi jim sodili. Nato so jih odpeljali v skrivni zasliševalni center, kjer so jih podvrgli nečemu, kar so imenovali 5 tehnik. Te so bile pokrivanje glave s kapuco, prisilno stoječe naslanjanje na steno, odvzem spanja, izpostavljenost hrupu ter odvzem hrane in pijače.
Ko so bili moški v svojih celicah, so bili vklenjeni in s kapuco na glavi, tako da so bili dobesedno ves čas v temi. Da bi bilo še huje, so Britanci neprestano predvajali posnetek šumečega zvoka oziroma tako imenovanega belega šuma. Zapornike so včasih brcnili v dimlje, ne da bi sploh vedeli, da je kdo vstopil v njihovo celico. To je povzročalo stalen stres in nezmožnost spanja. Kaj je bil cilj te senzorične deprivacije? Povzročiti najhujšo obliko depresije, hudo tesnobo, po določenem času pa tudi halucinacije in celo izgubo zavesti. Britanci so to uporabljali tudi v iraški vojni in to prenesli v ZDA, Izrael in Brazilijo. Kako so se lahko države s tem izmazale? Pravijo, da to ni strogo mučenje, ampak bolj okrepljeno zasliševanje, kar skupine za človekove pravice kritizirajo že leta. V Venezueli imajo oblasti svojo edinstveno različico belega mučenja. Pod eno od stav po mestu Caracas je kraj imenovan La Tumba ali po angleško grobnica. Tam so zaporniki zaprti v majhnih celicah, ki so pobarvane na belo. Ne smejo imeti nobenega stika z varuhi ali drugimi zaporniki in ne slišijo nobenih zvokov. Vso noč in dan v njihovi celici sveti močna luč. Tako po določenem času zaporniki nimajo pojma, koliko je ura. Ni presenetljivo, da obstajajo poročila o nekaterih, ki so poskušali narediti samomor. Drugi lahko trpijo zaradi bruhanja, driske ali halucinacij. Ena mati zapornika je medijem povedala, da je njen sin živ pokopan in praktično čaka na smrt. Bi vi preživeli belo mučenje? Dvomimo. Dvomimo, da bi kdorkoli lahko preživel belo mučenje, ne da bi podlegel norosti. Human Rights Watch je govoril z nekdanjim zapornikom kraja, imenovanega Zapora 59 v Iranu. Ta zapornik je videl celice za izolacijo in je o njih povedal naslednje. Ne morem si predstavljati, da bi preživel eno noč v teh samicah, ne da bi izgubil razum. In ne gre samo za to, kaj se dogaja v belih sobah, ampak tudi za to, kaj se zgodi, ko prideš ven. Kot je rekel nekdanji pridržanec v Iranu, vstopil sem kot ena oseba in izstopil kot druga oseba. Poskusi se za trenutek postaviti v ta položaj. Si kralj v 9. stoletju v srednjeveški Angliji in napadle in preplavile so te strašne horde vikingov, ki so prišle, da bi najprej ubijale in nato ropale. Povedali so ti, da boš usmrčen, zato čakaš v nekakšnem šotoru in se sprašuješ, kako se bo to izšlo. Običajno na tvojem ozemlju prestopnike peljejo na rabljevo klado. Misliš si, v redu, bo hitro in ne boleče, opravil bom svoje molitve in to bo to. Sem učenik, nebesa mi bodo naklonjena, toda podcenjuješ brutalno ustvarjalnost svojih sovražnikov. Kmalu izveš, da ti bodo skozi hrbet potegnili rebra in pljuča, da bi te spremenili v nekakšno krilato bitje. Prekleto, to bo hudo, si misliš. In to je na kratko krvavi orel. Ampak dodali bomo še nekaj k opisu tega grozljivega vikinškega načina usmrtitve. Najprej osebo položijo na prsa, tako da je hrbet obrnjen navzgor. Morda bi žrtev, če ji ne bi povedali, kaj se bo zgodilo, mislila, da ji bodo odsekali glavo, kot je bil običaj v anglosaksonski Angliji. Ne moremo biti prepričani, ali so jim povedali ali ne, saj v vikinški literaturi ni ničesar, kar bi nam to povedalo. Prav tako domnevamo, da jih je nekaj ljudi držalo na tleh ali pa so jih privezali. Ti deli v starih besedilih manjkajo. Torej, oseba leži na trebuhu in čaka. Ta oblika usmrtitve je bila neke vrste ritual, zato ni dvoma, da se je zgodila na posebnem kraju in da jo je opazovalo veliko vikinških mož. Nagi žrtvi se nato približa rabelj z zelo ostrim nožem ali nečim večjim, kot je sekira. V nekaterih primerih mu je lahko v kožo izrezal orla. To je bil zgolj aperitiv. S tem nožem nato prereže meso na moškem hrbtu s toliko močjo, da dejansko prereže rebra. Ta rebra so nato izvlečena in raztegnjena navzven kot krila. Vrhunec pa je, ko moška pljuča potegnejo skozi hrbet in jih ovijajo čez rebrna krila. Ta postopek naj bi ustvaril vtis ptičjih kril, zato krvavi orel. Zveni prehudo, da bi bilo res. Kako torej vemo, da se je to res zgodilo? No, v času vikingov so imeli pesnike, tako kot številne stare kulture takrat. To so imenovali skaldska poezija. Te pesmi so postale del sag, zgodb, ki opisujejo stvari, kot so vikinški upadi, legende o velikih kraljih, krvave bitke in podobno. Nekatere od teh zgodb so preživele in so bile prevedene. Obstaja zgodba imenovana Orknejska saga, ki opisuje podvige moža po imenu Harald I. Lepolasi, za katerega pravijo, da je bil prvi norveški kralj. Pripisujejo mu, da je bil vladar, ko so vikingi zavzeli severne otoke Orkney in Shetland. Če ne veste, kje so, in ne pričakujemo, da bi večina od vas vedela, so severno od Škotske, vendar so to skupine otokov, ki niso na celini. Če niste vedeli, se skupina otokov imenuje arhipelag. Vidite, nismo tukaj samo zato, da opisujemo kri in grozote. Saga podrobno opisuje življenje na teh otokih. Nekateri učenjaki morda dvomijo, ali se je to, kar je zapisano, res zgodilo, saj je bila saga napisana mnogo let potem, ko je bil kralj Harald še živ. Napisana je bila v 13. stoletju, vendar so bili vikingi tam že od 9. stoletja. Podrobnosti so se morda prenašale ustno.
Kakorkoli že, da še bolj skrajšam zgodbo, eden od Haradovih bojevniških sinov po imenu Halfdan Dolgonogi je bil usmrčen, ker je sodeloval v bojih za oblast, v katerih je bil ubit član vikinškega plemstva in še 60 drugih mož. To je storil skupaj s svojim bratom. Ta brat je bil izgnan iz Orkneya, vendar glavni načrtovalec operacije ni imel take sreče. Sin ubitega plemiča se je maščeval in zahteval, da se na Halfdanu Dolgonogam izvede krvavi orel kot žrtev bogu Odinu. Tako je bilo to prevedeno. Grof Einar je pristopil k Halfdanu in mu na hrbtu naredil krvavega orla, tako da je z mečem zarezal ob hrbtenici v prsi, prerezal vsa rebra do ledi in nato izvlekel pljuča. In to je bila Halfdanova smrt. To je prvi primer. Drugi primer vključuje mogočnega vikinškega bojevnika z imenom Ivar Brezkostni, za katerega pravijo, da je bil sin nordijskega junaka Ragnarja Lodbroka. Zakaj brezkostni, se morda sprašujete? In zgodovinarji so se spraševali isto. Nekateri menijo, da v resnici ni bil brez kosti, ampak da mu moškost ni najbolje delovala. Kar mu je manjkalo fizično, je nadomestil z možgani, saj pravijo, da je bil izjemen taktik v bitki. To je bil čas, ko so vikingi zavzemali velike dele anglosaksonske Anglije, kar je podrobno opisano v sagi z naslovom Zgodba o Ragnarjevih sinovih. Prikazuje, kaj se je zgodilo z 9. stoletjem, kraljem Aelo iz Northumbrije, to je severna Anglija. Kralj Aela izve za prihajajočo invazijo velikega Ragnarja Lodbroka. Obstajajo različni zapisi o tem, kaj je počel in kako je umrl, vendar eden od teh zapisov, pozor, če še niste končali z ogledom serije Vikingi, si zamašite ušesa. Zdaj ga ujame kralj Ela in ga vrže v jamo s kačami. Tam umre. Ivar Brezkostni je preveč pameten, da bi napadel severno Anglijo, ko je tam vojska tako močna, zato počaka na pravi trenutek. Pravzaprav ostane v Angliji, vendar prosi kralja Aelo za nekaj, kar imenujejo Wergild, kar je nekakšno nadomestilo za človekovo življenje, v tem primeru za življenje njegovega očeta. Aeli pove, da si želi levo lovsko kožo in da bo vzel le toliko zemlje, kolikor jo lahko obda s to kožo. Če to povemo, po današnji bi Aela verjetno pomislil, kakšen bedak. Toda pametni Ivar je kožo prerezal na zelo tanek trak in ga raztegnil okoli velikega območja. Rekel je, da bo to novo mesto in to mesto naj bi bil York v severni Angliji. Ivar nato pridobi na svojo stran vse poglavarje v tej regiji. Zdaj ima močno vojsko in se zato odloči, da je čas, da napade preostalo Anglijo in se maščuje Aeli. Mnogi severni Angleži prisežejo zvestobo Ivarju, ker ga spoštujejo, kar zveni nekoliko kot nordijska propaganda. Vse se je končalo s tem, da so Aelo ujeli, Ivar pa je postal kralj severovzhodne Anglije. Njegovi bratje so se nato podali na romanje in divjali po Angliji ter po vsej Evropi. Medtem pa je Aela na vrsti za strašno kazen krvavega orla in v pesmi iz 11. stoletja je v prevodu to potekalo takole. In Ivar, tisti, ki je prebival v Yorku, je Aeli dal na hrbet urezati orla. To je precej olepšan opis dogodkov, saj imamo še en opis, če vaša krvava sla še ni bila potešena. Ta je šel takole. Na hrbtu Aele so izrezali krvavega orla, odrezali so mu vsa rebra od hrbtenice in mu nato iztrgali pljuča. No, ali se je vse to res zgodilo? Kdo bi vedel? Ker noben zgodovinar, ki vam pove, da je to resnica ali ni resnica, ne more biti povsem prepričan, saj niso bili tam. Nekateri učenjaki pravijo, da so bili nordijski pesniki, tako kot sodobni pesniki, skrivnostni. Uporabljali so simbolizem in niso bili vedno dobesedni. Pravijo, da je v 12. stoletju danski pesnik po imenu Saxo Grammaticus pisal tudi o tem, kako so ljudi razrezali in jih spremenili v orla. Zdi se, da je v tistih temačnih časih zagotovo obstajala skupna tema. V tem zapisu so vikingi ritual popeljali še korak dlje in v odprto telo nasuli sol. Nekateri pravijo, da se je to morda res zgodilo, drugi pa menijo, da se je skozi leta v prevodih veliko izgubilo. Vidite, pisci sag so te stvari zapisali stoletja po samih dogodkih. Kot sami veste, se stvari s časoma rade pretiravajo. Kar se začne kot nekdo, ki nekoga porine na železniški postaji, je lahko do konca tedna že krvav pretep, kjer je nekdo izgubil zobe in oko. Iz kaosa se lahko pojavi tudi junak. So bile vikinškem nasilju olepšane, ker so jih ljudje občudovali in zato pretiravali z divjostjo vikingov, ali pa so bile točne. Preprosto ne vemo, vendar je dejstvo, da se je o krvavem orlu nekaj govorilo. Strokovnjaki se še danes ne strinjajo, vendar v interesu te oddaje ne bomo dovolili, da bi dejstva pokvarila dobro zgodbo. Kar se tiče pravičnosti, bi lahko rekli, da je bilo starodavno Perzijsko cesarstvo strogo, a pravično. Kazenski zakonik je vključeval načelo lex talionis, oko za oko, zob za zob. Prekrški so bili običajno kaznovani z denarnimi kaznimi. Za obrekovanje so te lahko zaznamovali, za najhujše zločine pa si dobil smrtno kazen. Včasih je veljalo pravilo 2 prestopkov, kar je pomenilo, da nekoga niso usmrtili že ob prvem prekršku. Torej, tam si v starodavni Perziji, za sabo imaš že 2 prestopka. Sprašuješ se, kako ti bodo izrekli smrtno kazen? Bo to morda zadušitev s pepelom? Ali pa ti bodo morda v grlo zlili staljeno zlato, kot naj bi se zgodilo rimskemu cesarju Valerijanu?
Težko je reči, katera kazen bi bila hujša, a danes menimo, da imamo perzijsko kazen, ki je bila najbolj brutalna od vseh. Čeprav so imeli stari Perzijci stroge zakone glede pravičnosti, jih to, kot smo rekli, včasih ni ustavilo pred izjemno brutalnostjo. Preden pridemo do morda najhujše kazni od vseh, vam bomo dali še nekaj primerov. Vzemimo za primer smrt perzijskega sodnika po imenu Sisamnes. Pravijo, da je bil pokvarjen in kralj Kambis II. Iz Perzije, ki je vladal od 530 partine Netrštitati do 522 partine Netrštitati, ga je želel uporabiti kot primer vsem drugim, ki bi morda razmišljali o tem, da bi pokvarili sodišča. Pravijo, da so sodnika odrli od glave do pet, nato pa so iz njegove kože naredili stol. Kot pravi zgodba, je moral vsak, ki je bil od takrat naprej imenovan za sodnika, nekaj časa sedeti na tem stolu, da bi vedel, kaj se zgodi, če je pokvarjen. Ta grozljiv prizor lahko vidite na slikah Aretacija Sisamnesa in Odrtja Sisamnesa. Potem je tu še zgodba o Kiru Velikem. Zapisano je, da je njegova žena postala zelo nezadovoljna z enim od svojih evnuhov, tako nezadovoljna, da je ukazala, naj ga 3krat ubijajo. Temu pravijo trojna smrt. Pravijo, da so mu najprej iztrgali oči iz glave, nato pa so ga negovali, da je okreval. Njegova druga smrt je bila, da so ga udrli, a so ga spet negovali, da ne bi umrl. Predvidevamo, da ga niso mogli popolnoma udrti, saj bi to pomenilo gotovo smrt. Ko je okreval, so ga nato križali in delo je bilo opravljeno. Vendar moramo povedati, da obstaja veliko različic te zgodbe. Za zdaj se bomo držali te. Torej, če imamo v mislih ti dve usmrtitvi, ali je lahko sploh kaj hujšega? No, zdaj si moramo ogledati zgodbo moškega po imenu Mitridat. Bil je mlad perzijski vojak, ki so ga usmrtili leta 401 pred Netrštitudom. Pravijo, da je ta moški po nesreči ubil Kirja mlajšega, upornika, ki je nameraval ubiti svojega starejšega brata Arsaka, da bi lahko podedoval prestol. Na Kirovi strani je bilo ubitih na tisoče mož, ko je vse to doseglo vrhunec v bitki pri Kunaksi. Kirjeva vojska je prevzela pobudo po napadu na vojsko Artaxerxa. Vse je potekalo dobro, prestol je bil na dosegu. Kir je nato napadel osebno stražo svojega brata in potem, hop, od nikoder ga je sulica zadela in ga na mestu ubila. To je bil velik udarec za upornike in vsi so se umaknili. Njihov bodoči kralj je bil mrtev. Bilo je konec. To vemo, ker je zgodbo zapisal grški biograf Plutarh v svojem eseju Življenje Artaxerxa. Drug grški pisatelj po imenu Ktezija je Plutarhu povedal o usodi moža, ki je po nesreči ubil Kira s tistim kopjem. Kot veste, je bilo njegovo ime Mitridat. Razumljivo je, da so bili nekateri ljudje morda nekoliko jezni na Mitridata. Le najstrožja kazen bi bila primerna. In tu nastopi skafizem. Tako Plutarh opisuje zelo nenavadno vrsto smrtne kazni. Povzeli bomo, saj je njegov jezik danes nekoliko zastarel. Tako so dva čolna enake velikosti postavili enega na drugega in ju skupaj pribili. Na nek način je to ustvarilo plavajočo krsto. V čolnu so naredili luknje, da so lahko zapornika pritrdili tako, da so mu roke, noge in glava gledali ven. Do zdaj je še vse v redu. Plaval je, njegova glava je štrlela ven, postajalo mu je precej vroče. Pustili so ga tam, da mu je vroče sonce sijalo v obraz. Njegovo telo je bilo znotraj plavajoče grobnice žgoče vroče. Nato so Mitridata na silo hranili z mlekom in medom, in to v precejšnjih količinah. S tem so mu premazali tudi obraz. Kmalu je bil njegov z medom premazan obraz prekrit z muhami, ki so se gostile na njem in medu. Nato so ga še naprej silili jesti, dokler mu ni trebuh močno napihnilo in ni naredil precejšnjega kupa iztrebkov. Na tej točki, kot je dejal Plutarh, iz pokvarjenosti in trohnove iztrebkov prilezajo plazeče se živali in mrčes. Te stvari so vstopile v Mitridatove črevesje, medtem ko so mu meso počasi žrli tudi od zunaj. To počasno požiranje strani insektov in mrčesa naj bi trajalo 17 dni. Takrat je bil ubogi mladi Mitridat, ki ga je zadel slab met kopja, živ požrt. Obstaja še en opis tega dogodka, ki ga je podal bizantinski kronist iz 12. stoletja, imenovan Ionas Zonaris. Gre pravzaprav za isto zgodbo, vendar jo je nekoliko olepšal. To je zaključek, dobesedno preveden. Muhe, ose in čebele, ki jih privlači sladkost, se usedejo na njegov obraz in na vse dele telesa, ki štrlijo iz čolnov, ter nesrečnega človeka grozno mučijo in pikajo. Poleg tega njegov trebuh, napihnjen od mleka in medu, izloča tekoče iztrebke, v katerih se zaradi gnitja zaredijo roji črvov, črevesnih in vseh vrst. Tako žrtev, ki leži v čolnih, medtem ko jim meso razpada v lastni nesnagi in ga žrejo črvi, umre v dolgotrajni in grozljivi smrti. Pa je to vse? Samo en primer skafizma skozi zgodovino. No, zdi se, da je edini primer, o katerem vsi govorijo, prav tisti, ki smo ga pravkar opisali. Čeprav večina virov skafizem označuje kot starodavno obliko kaznovanja, kot da se je to dogajalo znova in znova, našli smo odlomek iz knjige z naslovom Zgodovina krščanskega mučeništva. In v tej knjigi piše, da je škof po imenu Marko Markus leta 363 našega štetja uničil poganski tempelj in nato postavil cerkev. To ni bilo všeč rimskemu cesarju Julijanu Odpadniku. Zapisano je, da je kot kazen vzel Markusa, ga obesil v košaro in ga pustil tam, da so ga pojedle žuželke.
Ampak to se zdi bolj primer umiranja na vročem soncu, kot pa pravi skafizem. Na strani Wikitalk poteka precejšnja razprava o skafizmu, kjer nekateri uredniki dvomijo v verodostojnost Plutarha in zahtevajo druge vire. Plutarh je res napisal ta zapis o skafizmu, vendar nekateri zgodovinarji menijo, da je to morda storil zato, da bi demoniziral Perzijce in svojo kulturo prikazal v boljši luči. Nikoli zares ne bomo vedeli, kaj se je zgodilo z Mitridatom, a trenutno je to prevladujoča zgodba. Morda je bil edini človek, ki je doživel celoten postopek skafizma. Ali pa je bil stari Plutarh, starodavni izdajatelj lažnih novic.